če gremo, je super, ok. In naslednji odlomek. Zdaj pa tle ni mladoletnih, a ne? Če je kdo mladoleten, naj zapusti, ker ta je malo bolj poreden odlomek. Pa bom potem razložil, zakaj sem ga izbral, ker je mogoče eden mojih najljubših, ja. Beseda plaža je bila v resnici zelo ohlapen opis za kraj, kamor jo je pripeljal. Skalnate pečine, redki majhni zalivčki s kamenčki, nikjer nikogar, samo nizko rastje in borovci. Je že kdaj videla kaj tako lepega? V vejah je šumel veter, od povsod so se oglašali škržati. Nekje nad njima je zarohnelo potniško letalo. Pristaja na Krku ali je usmerjeno proti Pulju. Toda Zoran se ni ustavil. Vodil je naprej skozi gozd, dokler nista prišla do majhnega zaliva sredi ničesar. Samo neskončno morje in skale pod njima. Pridi, spustiva se do morja. Med spuščanjem je morala Martina paziti, da je ne spodrsne. Zaliv, v katerega sta se spustila, je bil popolnoma odročen in zakrit z rastjem. Malo stran je sicer ležalo mlado dekle, toda bilo je v kopalkah in je bralo knjigo. Zanjo se je menilo toliko kot politiki za ljudi po volitvah. Martina je sebe spustila v oblekico. Obsedela je v spodnjem perilu. To ne gre tako, no pa mi ti pokaži, kako gre. Namuznil se je, odpel srajco. Ko jo je slekel in skrbno zložil, je Martino obšlo noro poželenje. Ni bil samo način, kako je zložil obleko, bila je tudi njegova postava. Ramena, ki so skoraj da ječala pod mišicami. Napete prsi brez enega samega odvečnega grama. Nikoli se ne bo slekla pred njim. Ko je opazil njen pogled, se je zarežal. Daj no, saj si že videla kakšnega moškega v življenju. Odtrgala je šop trave. Sicer ga je zgrešila, toda vseeno je bila zadovoljna, da je podala izjavo. Zoran se ni obotavljal. Splezal je še iz preostalih oblačil. Zdaj je bil pred njo v Adamovi upravi. Ni se pa postavljal. Je tudi njemu malo nerodno. Zakorakal je v morje. Ga lahko ugriznemo tole ritko? Prosim, samo malo. Pomahal je iz vode. Pridi, ne bo ti žal. Mogoče pozneje, samo da se segrejem. Ozrla se je proti dekletu malo stran. Koliko je stara? 19, 25? Obraz je zakrival slamnik. Toda postavo je imela takšno, kakršno je Martina redko kdaj videla v živo. Brez popravkov. Odeta je bila v tako majhne bikinke, da bi v njih težko skril celo olivo. Pa ni bilo videti, da bi bile njene prsi majhne. Toda zaradi kopalk je bilo videti, kakor da želijo lastnici pobegniti. Potem je opazila, da se dekle nežno in samo narahlo s prsti gledi po trebuhu. Zakaj je to tako erotično? Martina, dovolj, kaj mi je? Pa je seveda poznala odgovor. Tudi sama je ljubila dotik. Tudi sama je rada s prsti takole drsela po telesu. Ko bi le našla moškega, ki bi to delal namesto mene. Počasni, nežni premiki. Od prsi do roba hlačk. Dekle se ni zavedalo, kaj počne. Preveč je bilo zatopljeno v branje. Imela je popolnoma raven trebuh. Tudi od tukaj, kjer je sedela, je lahko opazila nežne, zlate dlačice, s katerimi je bil prekrit. Dekle je s prsti drselo po robu hlačk. Najprej vlak, zdaj pa tole. Martina ni več umaknila pogleda. Nekaj tako milega, otožnega je bilo v gibanju dekletovih prstov. Skoraj si lahko zamislila, kako jo posnima. Ne tukaj, ne danes, ne sedaj. Martina, voda je čudovita. Videla je, kako se je dekle zdrznilo. Plaho, kradoma je pogledalo proti Martini. Ženski ste se spogledali, Martina se je spodbudno nasmehnila. Dekle je vrnilo nasmeh, toda roka je zdaj počivala ob telesu. Ne meni se zame, nadaljuj. Voljno jo je ubogala. Tokrat se je dotaknila prsi, dlan je položila na desno dojko. S palcem je drsela med njima, toda še vedno je zavzeto brala. Jaz bi tudi brala to knjigo. Nežno je stisnila dlan. Martina je opazila, da je zadrhtela. Roka je premaknila proti kopalkam. Ta gib ni bil tako zasanjan, je bil bolj predan, odločen. Dekle je čisto malo privzdignilo hlačke, samo s kazalcem je zdrsela pod njihovim robom. V eno smer in potem nazaj. Privzdigni jih. Tokrat je ni ubogala. Njeni prsti so zapustili tkanino in nadaljevali pot do stegna. Nekaj časa so se poigravali na njem. Potem se je ponovno uvedla, da ni sama. Umaknila je roko in jo položila poleg telesa. Nekoliko se je premaknila. V roke je prijela okrogel zlizan kamen. Stisnila je ustnice.
Zdaj se ni mogla več upirati skušnjavi, kakor se jaz nisem mogla na vlaku. Nežno je s prsti božala kamen. Njene noge so se pokrčile, stegna je podrsala drugo ob drugo, stisnila jih je skupaj v drobnem nežnem krču. Čisto rahlo se je napela, zadrhtela, potem je obmirovala in se sprostila. Zakaj meni najljubši odlomek? Zaradi tega, ker se je v resnici zgodil.